we should not only talk about sustainability, but about life cycle economy. That is really the need of our days, to start it with product design, with usage of products, and with reuse of products. And I would say we are on a good way all over Europe, and we are hoping very much that Slovenia is following path on that way. Germany has 20 years experience, almost 20 years experience in running the deposit system, along with other deposit systems in Europe, right? There are 17 different deposit systems. Germany having the highest return rate with 98%. So I guess one of the biggest learnings can be the introduction of the deposit system. How can consumers be, consumer behavior be prepared for such a change? Evropska kemična industrija je najbolj trajnostna od kemičnih industrij na svetu, s tem, da smo v zadnjih letih delamo intenzivno na tem, da bomo še bolj trajnostni, se pravi, zmanjšujemo emisije, zmanjšujemo količino CO2 emisij in pa odpadkov in delamo na life cycle economy oziroma na tem, da se materijali vračajo nazaj v uporabo. In mislim, da kot celotna kemična industrija smo v eni veliki tranziciji, kjer je ta trajnost ena izmed področij, ki jo moramo predihati v naslednjih letih, da bomo potem še dolgo leta lahko delali v Evropi. Trajnostno poslovanje je zelo pomembno za Interseroh Slovenija. Smo pionir na mnogih področjih pri razvoju najrazličnejših storitev na področju trajnostnih strategij in produktov v Sloveniji in širšem v Evropi. Slovenija se sooča z veliko težavami na področju upravljanja z odpadki in v tem trenutku, dokler temeljito ne rešimo celotnega sistema, bi kavcijski sistem ne prinesel nobene rešitve. Veseli me, da sem imela v Lidlu Slovenija na vašem dogodku priložnost predstaviti pilotni projekt kavcijskega sistema v Sloveniji. Lidl je namreč podprl akcijo zbiranja plastenk v dober namen. Skupaj s podjetjem Interzero in Junaki tretjega nadstropja smo izvedli dve res uspešni akciji, ki sta presegli vsa pričakovanja. Poleg tega, da sta bili dobrodelni in imeli pozitiven ekološki vpliv, sta tudi dokazali, da je Slovenija več kot pripravljena na uvedbo kavcijskega sistema. Pravzaprav je vsak drugi prebivalec Slovenije statistično gledano prispeval eno plastenko, zbrali smo jih več kot 1 milijon. Trenutno pa je v teku že nova akcija, ki traja do konca septembra in upamo, da se ji bo pridružilo čim več Slovencev. Slovenija je pripravljena, seveda pričakujemo in to se je tudi v preteklosti pokazalo, soočena so različna mnenja, soočena so različna stališča, kar še ne pomeni, da lahko obupamo nad kavcijskim sistemom. Pripravljeni smo, analizirali smo, vemo, kaj Slovenija potrebuje, predlagamo tudi, v kakšni obliki naj se vzpostavi kavcijski sistem. Nimamo še širše koalicije, če temu tako rečem, še vedno so nekateri deležniki, ki imajo številna vprašanja oziroma sistemu nasprotujejo, pa vendar obstaja še vedno možnost, da se seveda o tem diskutira in danes je bil dogodek temu namenjen. Ga zelo pozdravljamo, zato ker je soočenje mnenj vedno dobrodošlo.